Pravijo, da je to eden najbolj vročih avtomobilov letošnjega leta, pa se ga lahko vseeno čisto normalno držim. Že nekaj časa vsi trobimo, da je to zdaj najhitreje rastoč in najbolj priljubljen segment avtomobilov. Bla, 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 ampak ali je prav, da je tako? Če mene vprašate, ne. Ti avtomobili so že v osnovi višji, tale konkretno recimo od Clio, zato se že v osnovi malo slabše pelje, je dražji že pri nakupu, dražje tudi vzdrževanje, porabi malo več goriva, pa ni nujno bolj varen. Zame so to zelo tehtni razlogi. Ampak, da ne bom delal krivice Capturju, ki ni čisto nič kriv in je v bistvu prav fin nov avtomobil, in če ste se zapičili v ta segment avtomobilov, potem pozabite na tisto, kar sem povedal prej. Priznam, super izgleda. Renault je z novo generacijo svojih avtomobilov res zadev polno, saj sta oba s Cliom zelo privlačna, tale Captur pa ima še posebno barvo, streho v slonokoščeni barvi, spodaj krom, res je privlačen. Prav tako je zelo zanimiv znotraj, kjer ima sicer veliko plastike, ampak je zelo razigran, še vedno uporaben in ima, pazite to, predal. Ampak predal. Poglejte recimo, koliko vode sem spravil van. Dobro, ne? Že ne bo. Sadi se dobro, tako kot kupci tega avtomobila pričakujejo tudi dovolj visoko, potem volan je lepo nastavljiv, tako po globini kot po višini. Je pa avtomobilček dokaj ozek in tudi sedeži bi lahko bili malo večji. Navdušilo me je še tole, da lahko sedež, ko ga umažete, ker ne vem, kaj počnete v avtomobilu, enostavno slečete in ga operete doma. To je res krasno, ne vem, zakaj ni več takšnih avtomobilov. Prostora je dovolj, tudi v prtljažniku, ima celo na dotik občutljiv zaslon z enostavno navigacijo, vsem je praktično enako kot Clio, le da je precej višje od tal. To sicer pomaga, ko se vozite po kakšni slabši cesti ali zapeljete na robnik, nikakor pa ne pomaga pri občutkih, ker se pelje veliko slabše od Clio. Sicer verjetno večine to sploh ne zanima, ampak vam vseeno povem, da je občutek na volanu malo slabši, da avtomobil dokaj rad drsi čez nos, da se pri hitri vožnji malo več nagiba in da je podvozje razmeroma glasno. V tem je tudi samodejni menjalnik z dvojno sklopko, ki je zelo počasen v primerjavi s podobnimi pri konkurenci, tudi v ročnem načinu ni dosti bolje, zato pa se lepo obnese pri speljevanju, ker ne cuka. Vsaj tane. No, če me menjalnik ni navdušil, pa me je novi motor. Samo 1,2 litra prostornine ima, je bencinski, s turbino, ima 120 konjev, to je 88 kW, in lepo potegne tudi z mesta. Celo zvok ima ok, porabi pa okoli 8 litrov, kar sem nekako pričakoval. Presenetila me je tudi cena. Tukaj gledam cenik in vidim, da stane z vso to opremo, ki jo tukaj vidite, 18.730 €. Ta ima dodatno barvo za 490 €, slačljive sedeže za 190 €, multimedijsko navigacijo za 390 € in še nekaj malenkosti. Ja, zna postati hit, tako da se boste mogoče morali postaviti kar v vrsto. Čeprav, če vam ni pomembno, da sedite višje in da je bolj odmaknjen od tal, vzemite raje Clio. Ali pa Clio Grand Tour, ki ima še več prostora.